Zdaj sem še v neki fazi, ko urejam prve vtise po izvolitvi. Počutim se dobro, posebno zaradi tega, ker imam občutek, da je večina kolegov tudi to mojo izvolitev sprejela z nekakšnim olajšanjem. Kolikor sem včeraj zaznal vzdušje in tudi danes je to dosti bolj sproščeno, stvari se normalizirajo. Sicer so tudi pred prejšnjo začasno predsednico tekle nemoteno, tako da različna namigovanja v javnosti, da Vrhovno sodišče ali da cel sodni sistem ni deloval ali pa da je bilo to delovanje moteno, ne drži. Sicer pa zase lahko rečem, da bo zame velik uspeh v tem 6-letnem mandatu, če bom uspel vzpostaviti sodstvo kot delujoč in učinkovit sistem, torej povezati vsa sodišča in tudi pri ljudeh zaposlenih v sodstvu zbuditi nekakšen občutek, da so del tega korpusa enotnega in da je prispevek vsakega pomemben tudi za delovanje celotnega sistema. Kar pa zadeva sodnike, bi pa znova poudaril, da se mi zdi pomembno dvigniti njihovo samozavest, hkrati pa seveda tudi krepiti občutek odgovornosti za opravljanje sodne funkcije. Omenil sem tudi, da je z vidika materialne legitimnosti sodstva zelo pomembna tudi notranja higiena, to je, da morajo vsi sodniki pač delovati v skladu z zahtevami poklica. Nikoli pravzaprav ni bilo postavljanje s kakšno izjemo predsednika Vrhovnega sodišča v zadnjih 20 letih prav nekalvarično, ampak to pravkaršnje je bilo še posebej naporno. Mislite, da bo vse, kar se je poskusilo na vas nagrmaditi v tem kadrovskem postopku, o vaši osebni zgodovini, o vašem pogledu na Slovenijo, hodilo za vami, bo to utež? Torej, jaz sem že večkrat poudaril, da me te zadeve seveda, da so me obremenjevale v tem postopku. Strinjal bi se z vami tudi, da je šlo v nekem pogledu celo za kalvarijo. Vendar, če bo to dogajanje na nek način prispevalo k nekim jasni postavitvi vrednot v slovenskem sodstvu in razmejevanje in jasno postavilo neke mejnike, torej kaj je dovoljeno in kaj ni in kaj je dostojno sodnika oziroma kaj ni, bo ta cela kalvarija oziroma ta pot ne bo zaman. Sicer pa bi jaz zdaj počakal, da se nekako strasti umirijo, da se te konture nekako izrišejo in potem se bom jaz tudi odločil o morebitnih nadaljnjih korakih. Nimam po sebi nobene bojazni, ker vem, kaj se je zgodilo, vem tudi, kakšen je moj odnos, tak, kot sem že vse skozi izjavljal. Seveda se zavedam tudi tega, da to ni najboljša popotnica, ampak bom jaz skušal s svojim delovanjem na najboljši način pač to popotnico, ki sem jo dobil, demantirati.